The Red Light Podcast, kjer glasbeno industrijo razgalimo do golega. Lepo pozdravljeni, sem Maj Straus, z mano pa je bojda najbolj seksi Slovenec leta 2025, ki pa ne le, da lepo izgleda in je šarmanten, tudi lepo poje, igra kitaro, je duhovit in komunikativen, kar je odličen kombo za medijsko osebnost, kar tudi je. V studiu je Jaka Peterka, ki ga poznamo kot frontmana, kitarista in pevca skupine Imset in pa tudi voditelja na radiu Antena in, kako biste mu rekli, content creatorja in zabavljača. Mater, to pa... Hvala za povabilo. Jaka, dobrodošel. Ja. Hvala lepa. Glede tega znanega seks nekaj, to smo imeli na radiju v bistvu foro, da če bodo ljudje glasovali zame, ker sem bil tam neki nominiran, da me bojo izstrelili v Ljubljanico. Ne? In to je bil po mojem edini razlog, zakaj se je to zgodilo, ker so bili pa še res ta pravi, lepi ljudje tam. Pa, ja, to sem te hotel vprašati, ne? Kaj pravzaprav pomeni, da si najbolj seksi, če bi lahko razsvetlil naše goste, ki tavamo v senci vas privlačnih ljudi? Jaz mislim, da ne spadam v ta rang. Ne vem, kaj to pomeni. To je itak, se mi zdi bolj tako neka taka komercialna zadeva. Mi smo v bistvu zapeljali tako malo na joke. Zato, da se malo dogaja, da je tudi ta event, ki smo naredili pol s to izstrelitvijo v Ljubljanico, recimo. Tako, da smo se imeli dober, pa folk je imel nekaj zavideti, pa je bilo zanimivo. Noč pa kaj drugega. A pa to je bilo dejansko neko glasovanje na... kje je že bilo na... Ja, na zadovoljno.si. Ja, je bilo. In li zato, ker da reč, itak, da ne bi zmagal, ampak je bila cela akcija pol na radiju, dajte glasovati za njega, zato da bo pol... A potem ni bilo demokratično v duhu mogoče? Itak, da ne. Zdaj mi se smo podkopovali v bistvu vse, ne, da so... tako da, bolj iz tega vidika. No. Snemamo namreč na dan en teden pred volitvami, ne, tako da v demokraciji pa v demokratičnih izborih... Pejte volt. Ok, the best. No, ampak Jaka, danes ne bova se pogovarjala o masterclassu, kako biti najbolj seksi, ne? Ne vem, če so ta prave dva kleja. Ja, mogoče res ne. Ampak jaz bi se rad predvsem pogovarjal o tvojem delu kot radijski voditelj, pa o radijih nasplošno. Še prej bi pa mogoče, da se malenkost predstaviš, šel malenkost, in to je glasbeni podcast, ne? Bi lahko delil z nami, kako se je tvoja glasbena pot začela, mogoče kje si vlekel inspiracijo, kdo ti je bil vzornik, ko si bil mlajši in tako? Po moje, da ste za to krivo v samem štartu bolj moja starša, ki so bila z mojim bratom mulca, stara, ne vem, 6 pa 10, pa še prej v bistvu. Smo šli kar na kakšne koncerte v živo, lepo naštuporamo in smo šli noter. In to mi je bilo ful dobro, tako če pomislim za nazaj, sem res hvaležen za to in po moje tudi iz tega pol izhaja, da me je začela zanimati kitara, pa ta malo rock'n'rolla, ne. Radi smo poslušali rock muziko. Kjeri bendi so ti bili pa všeč, recimo? Jaz sem v bistvu takrat začel bolj zaradi mojega brata z domačimi, recimo Bigfoot Mama, z Melkov, pa Siddharta, pa Zablujenci. Pa Linkin Park so bili pa v bistvu že od štarta skozi prisotni. Yeah. In še danes, odkar je tudi pevka, moram reči, da... Kar zadane, ne? Mislim, ker po moje, da če bi dali pevca, bi stopil v prevelike čevlje, ker Chester, ne, je bil le žval. Ampak tako so dali pa njo in je bil kar malo, čakaj, ne? Ampak pa sem... Šok. Ja, lani sem šel pa pol na njihov koncert v Firence in tudi v živo, res dela. Top. Tako da v bistvu, pa je bila pa skozi muzika, pa vam je ta kitara zanimala, sem šel v glasbeno šolo, k sreči sem imel odličnega profesorja, ki se ni toliko ukvarjal, da rabimo neke hude etide znati, pa akorde, ampak smo preigravali Beatle, Rolling Stones. Kdo pa je bil tvoj? Miro Novak. V Domžalah, Miro, če poslušaš, hvala. Ampak se ve, smo še kje v kontaktu, pa daj prinesem kakšno pivo tja, pa tako.
Jaz sem recimo se učil pri Pavletu Kavcu in isto The Rock Legend in to je bilo meni tudi the best, da smo vedno igrali komade, ne? Da ni bilo tako. Meni je bilo to dobro, ker recimo mrzlo se je pol ful pritoževal, takrat se spomnim, pa te lestvice, pa kadence, pa malo ti ubije po tistem, ker ti hrepeniš zares, zakaj si v glasbeni šoli, recimo, lahko, no. Klej pa smo itak tiste etide mor zaradi izpitov pa to oddelati, ampak hkrati pa dajmo še malo te 4 akorde, malo nauči se to malo rockstar. Udbov, ne? In je bilo dobro, ful. Top. Kdaj ste pa vi z bandom začeli? Ne vem. Koliko si bil star? Si bil najstnik še? Ja, itak. Po mojem, do prejnih 14-15 let. To je kar lepa. Pa itak začneš malo, v bistvu začneš s priredbami, pa s časoma malo gotoviš, da pa bi lahko tudi kakšen svoj komad napisal. Cool, the best. Zdaj si ti radijski voditelj, ampak jaz bi ti rad postavil eno vprašanje in sicer preden si bil radijski voditelj, preden si imel kakršnokoli vezo z radij, kakšen je bil tvoj pogled ali pa odnos do radijev ali pa kakšna izkušnja strani glasbenika, ki je v bendu? Tako, a so vas sploh šlivili? So se našlivili? Pa tako delno, no, ker v bistvu je tako, težiti moraš, itak, se mi zdi tako, kot danes. Pa seveda, itak, če koga poznaš, pa mu rečeš, da je lahko tale komad, ali lahko saj pridemo na neko predstavitev ali pa nekaj. Ne. Tako da na začetku se mi zdi, da vseeno je bilo malo težji prelestkam, ampak se mi zdi, da se s časoma tudi tako zdaj ta vsa kultura malo izboljšala na nek način, ker se mi zdi, da so radi vseeno mečkam bolj odprti, kot so bili včasno. Na splošno, vsi tudi komercialni, oziroma na našem, ki delam, smo precej bolj odprti, kar jaz zelo podpiram, no? Da v bistvu imaš lahko tudi kakšne goste, ki pa ni nujno, da je pa zdaj A-klasa v Sloveniji, ampak da ima pa še zmeraj lahko zelo, zelo dober komad oziroma zelo dobro muziko in sem tako, da pridite, ne? Mi je dobro, tako da se mi zdi, da je zdaj mečkan lažji prideti kam, kakor je bilo počasno. Ja, ker nekaj časa je bilo zelo tako, ne, v bistvu to mnenje je bilo popularno, da če si ti nek rocker, če si nek rock band, da to na radio, ne. Zdaj, ko poslušaš, ne vem, Val 202 ali pa kakšne take stvari, slišaš kar veliko teh nekih mladih bandov. Pa to, ja, pa dobro, recimo Val 202 mi je krasen, zato, ker imaš, slišaš bende, ki lahko mogoče nisi vedel, da obstaja, pa se tako, to je pa res dobro, pa tako, se mi zdi, da niso neki v en kalup zaprti. Pa nasplošno, se mi zdi tudi tako, radi, da so mečkem bolj odprti za novo glasbo. Zdaj, a so žvrtel v Powerplayu cel mesec, je druga, ne? Ampak toliko, da pa lahko prideš, pa se pokažeš, pa predstaviš, se mi pa zdi, da je. Kaj pomeni Powerplay? Powerplay, ja to, da si, ne vem, 4-krat na dan predvajan, se pravi, da si v redni rotaciji na playlisti. Tudi o playlistah se bova še nekaj pogovarjala. Bi te pa vprašal najprej, kako si pa ti potem začel na radiju delati? A si sam se prijavil na neko odprto delo? Ali? Ne, jaz nikoli nisem hotel biti radijski voditelj. Okay. Kaj pa si hotel biti? Rocker, muzika, valjda. To je bilo edino. Nikoli pa sploh si nisem predstavljal, da bi zdaj nekaj tam blebetal zjutraj, pač na radiju. Sploh nisem pomislil na to. Pa se je začel tako, da sem zaradi barve glasu sem začel snemati neke reklame, pa džingle, pa tako za radio. In pol ena stvar drugi je prišlo do tega, spoznaš, da zdaj pa v eter, pa nared. Aha, torej ta varianta, ker si lih tam. Ja, lih tako je bilo in pol sem približno že tehnično vedel, kaj je treba tam na tisti mešalki početi, ampak... Torej to je taka klasična zgodba, ki jo slišimo tudi strani, ne vem, kakšnih producentov, da so najprej delali kavice za tam unga, ki je majster, pa na neki točki, pejt v studio B, tamle unga modela ni, zdaj boš ti odfuro, ne? Ja, pa vse po vsaki stvari, po moje, da ki si enkrat zraven, pa tudi, če sam kavico kuhaš, na koncu bo nekdo tep, najbrž, če si proaktiven in tako. Tako, ne. In to lahko vzamejo vsi, ki to poslušajo kot priporočilo, ne? Če bi rad bil nekje
pejti čim prej v to okolje, ne? Pač na kakršen koli način. Ja, itak, pač ne smeš zdaj vršiti puške v koruzo, zato ker pa mogoče nisi takoj tam, kjer pa misliš, da hočeš biti. Ne? Tako da ja, po mojem že, da samo če si zraven, že en korak. Ne? Ti si, Jaka, ti imaš za moje pojme par tako medijskih obrazov. Eno je pač, da si glasbenik, da si frontman, tretje. Drugo je, da te poslušamo, ko se peljemo z avtom in poslušamo tvoj šarmanten glas. Pa sem te že velikokrat poslušal. A zjutraj? Zjutraj. Jaz ne ostajam tako zgodaj, kot ti kdaj ti ostaješ. 5 pa 26 je budilka. 26, ja, 26. Jaz sem zjutraj, ker je vsaka minuta zlata vredna zjutraj, ker to zgodaj vstaješ, to unika zgodaj vstajamo, vemo. Zobe, WC, oblečen cep. Pa k sreči imam samo nekih 10 minut do radia, tako da zjutraj res, prvo javljanje, kar rečem dobro jutro, sem tako zaliman, da me pusti na mer še pol ure. In zato je tudi dobesedno dobro jutro, ne? Mogoče prvi stavek, ki ga izrečeš. Ja, dobro jutro, pa še tako mora biti. A veš, ko si, kako smo ti loži zjutraj toliko vesel, pa tako, se nisem. Sam pač navajen si, rutina, ne? Zjutraj vsaj tisto prvo javljanje mal, ne, da se zbudiš pa tako. No, ampak da zaključim to misel, ne, pač imaš ene par teh obrazov in eden je definitivno tudi ta na socialnih omrežjih. Ne, in jaz bi se mogoče najprej dotaknil tega. Pač vi imate, ti že recimo imaš zelo zanimiv, ne vem, Instagram profil, pač sem mal šel pogledat, mislim, tako redno gledam tvoje stvari, ampak tako, mi je zanimiva ta vsebina, ki imate, je zelo zabavno in tako, koliko imaš dela s tem? Pač, mislim, in tudi ti to rad počneš, ali to počneš zaradi tega, ker si del te ekipe, ker to moraš početi? Mislim, jaz prav nekaj veliko na Instagram nadam, ker se mi ne da. Okay. Tudi tako TikToka niti nimam. Kar se tiče pa radija, pa tako, ker pride zraven, da snemam neke te svoje rubrike ali kakorkoli, mi pa dobro. V tistem, kar pa če uživam, naredimo, ampak tudi tako pol imaš pa na radiju video ekipo, ki zmontira, potem imaš nekoga za družabno omrežje, ki to objavi, tako da v bistvu vse, kar jaz naredim, je to, da sem prisoten na snemanju in pol daš v kolep na Instagramu. Aha, okay. Tako da jaz prav nekaj hudo z Instagramom, pač malo se mi nalup. Mogoče bi mogel več, ampak ne vem. Pa kaj pa vem. Ampak a pa si vsaj zraven preplaniranju, recimo, rad bi se navezal na dva taka momenta. Enega si že omenil prej, da so te izstrelili v Ljubljanico, ne? Kar je pač tak kar odmeven PR dogodek, ne? Oziroma PR-ovski dogodek. Drugi je pa, da ste z Imseti igrali, ko ste viseli z 3 stolpence. Ja. Koliko si bil udeležen v planiranju tega? Ja, drugače to oboje je bilo v bistvu moja ideja. Okay. Pa, seveda smo recimo to koncert stolpence pol z bendom na sestanku to še seveda povečali in nastormali točno kako. Ta izstrelitev z Ljubljanice pa jaz sem rad imam adrenalin. Ja, to sem te hotel vprašati. Res, full in odskoka spadal, bungee, vse sem že oddelal. In ta izstrelitev pa, vem, nekako sem poštudiral, zato ker je bilo pa fora, da smo eno leto prej, sem jaz za mojega sodelavca Matica Hercega, ki je bil ista ta nominacija in smo naredili isto foro v bistvu. Da ne skočil v Ljubljanco. On je skočil, ja. Ja, no in pa smo rekli, da drug let, če pa zdaj isto, smo rekli, da imamo malo po-upgradat, ne, češ, da je malo bolj drugače. Ja, to je bilo bolj spektakularno, ne, oblečen si bil Supermana. Ja, ampak je bilo lažje, veš, kad ti stojiš na ograji, pa se moraš sam odločiti, da boš skočil, ne. Tam je bil pa sam ti stop, ker sem pač čakal, da pa zdaj pa bo in... najuriš. Ja. Tisti koncert stolpence je bilo pa tudi zanimiv, ker je bilo pa lih med korono in je bilo že skoraj tako, da bi mogli odpovedati, ker so policaji prišli, ker so seveda promovirali in takrat se še nismo imeli zbirati. Ja. Folk se nismo imeli zbirati. Pa je pol so vse nekako rešili, ne vem kako že. Ti se je bilo pa kar zanimiv. No? Je bilo fascinantno, ja, tako mislim tudi... Ko gledaš neke te behind the scenes, tako veliko enih ljudi je bilo vpletenih, ne? Se takrat je bila tudi v bistvu že Antena nekako vpletena v to, oziroma... To je bil zame kao izziv, da sem bil sprejet
v Antenino ekipo. A res? Ja. Okay. Tako smo takrat zapakirali in pol je bil nek 20-minutni koncert, live stream. Torej nisi samo bil na pravem mestu, ampak si mogel tudi malo pokazati jajca. Ja, ker nam jih je zategval s tistimi pasovi. In ena zanimivost, se pravi, jaz, kitarist Žiga, pa basist Jaka, smo veseli dol na štrikih. Jaz sem imel samo mikrofon, eno roko pa frame, sem se lahko mal, ker sem imel mravljince v nogah. In recimo, če gre to pogled posnetek, je basist Jaka, Ažo, je vmes čisto kole skrčen, ker se ni mogel premikati, pa je noge nekako premikal, da ni imel čisto mravljinče. Žiga Janežič, on je pa, se prav spomnim, tik pred zadnjim koncertom, mene on tako gor pogleda, jaz ne moram več, ne čutim nog. Je rekel, da ni čutil več nog, ga je toliko zategoval, nisem mogel pa nič popraviti. Tako da v bistvu sem rekel, da moramo zdaj live stream, grej. In smo nekako speljali. Da dobim ta šihta, ne? Ja. Ampak pol so nas pa spustili dol in sta Jaka in Žiga v bistvu še nekaj cajta sedela na tleh, pa so jim masirali noge. Da pride kri nazaj. Da je prišel nazaj. Tako. V unem momentu, ko mi je Žiga gor pogledal, ki je rekel, meni kot tako malo skerja, kva zdaj, mu je nogo rezala. Heca se. Je pa tako, mislim, res taka lep primer, res tak posebnega PR-a, no, mislim, kako bi ste mu rekli, pač tako, se mi zdi, da to mogoče pogosto malo pogrešam dan danes nasplošno pri ljudeh, ne samo pri glasbenikih, ampak nasplošno tako malo te kreativnosti, da nekdo neki, ti si recimo rekel, da si adrenalin junkie, evo, in si v bistvu šel with your gut, ne? Ja, mi smo tudi z bandom, smo zmer, tudi recimo za videospote, smo zmer smo šli ponekod v neko skrajnost, ali smo snemali na vrh Krvavca gor na Zvohu, ker nas je zebal, videospot, ne? Za spot, ja. Ne vem, zmer smo imeli tako, a pa za Jadrava v bistvu smo snemali kar na tisti ploščadi sred morja na Krku, ne? Smo mogli dobiti vsa dovoljena od občine in tako, da smo lahko legit snemali tam. Tako da smo zmer. In ko smo se dobili, veš, govoriš o neki ideji, kako bi jim povedal, to se je kar razširilo na koncu. Na začetku smo mislili, se za spot bomo dali tega Jurija, pa je. Yeah. In to je na koncu pol tudi finančno šlo malo bolj, ampak smo pač hoteli, da je dobro. Mislim, to je pol next level, ja. Tako tudi pač pokukaš ven, ne? Ja, najbrž, ja. Pa seveda pač se mi zdi glavna vloga, itak igra muzika. Ja, seveda, ja, itak je. Koliko si pa vpet v recimo to delo na Anteni, v bistvu, oziroma deva tako začeti najprej. Kakšen je tvoj dan na radiju, tako, če bi lahko malo šel čez, tako, jaz si niti ne predstavljam, kako izgleda. Jaz zjutraj probam priti čim kasnej, ker si mi da zjutraj prav hudo zgodaj vstajati, ampak od 6 do 10 je ta jutranji program, pol so sestanki, da se odgovori za naslednje jutro, ne, kaj boš v bistvu, v čem ga boš govoril, kakšne bojo tematike. Ja. Pa kakšne izjave, ne vem, pač priprave na naslednji dan. To je pa to, no. Zdaj, marsikdo misli, priješ za 4 ure zjutraj tja, pa sfertik, ni, ne. Čas nisem, mislim, ja, dejansko čas je lahko več kot 8 ur za kakšno zadevo, tako da odvisno, koliko je dogajanja, pa kakšne stvari, promocije, evente imamo. Tako da v bistvu pol na koncu, kakšno sredo, četrtek se zna zgoditi, da grem popoldne spat, ker sem zmatran. Ampak je pa to nekako se razdeli v dve izmeni, ne? Torej ti si pač kabel na jutrski izmeni, potem je pa nekdo, ki še fura od popoldneva. Ja, se pravi, od 10 do 2 je pol dopoldanski program, od 2 do 6 popoldanski, pa so pa še neke lestvice. Pa na teh sestankih, ki si jih omenil, a se pogovarjate samo o tem, kaj bo naslednji dan, ali se pogovarjate tudi mogoče o strategiji za naprej, kaj morate, ne vem, a greste čez kakšne feedbacke, ki jih dobivate od poslušalcev, ali delate spremembe na programu, koliko je tega, pač, koliko si ti vpet v to? Ja,
smo v bistvu kar vsi, moraš biti opet, kad reč, ne, ti zdaj en tam rit odnaša, oziroma nam iz tebe delo, ampak je, ja, ali na sprotnih sestankih, ali pa se posebej prav odločimo, ok, imamo neko idejo, dajmo se posebej vsesti za neki event, ali pa nekaj, da se naredi. Pa skozi moraš biti, a veš, up to date, ne. Česarkoli se lotaš, moraš, in tudi kar se tiče muzike, izbere. Recimo, mi imamo v ponedeljkih tudi nek glasbeni fight med dvema predlogoma in potem ljudje glasujejo na Instagramu. In v bistvu mi je dober, ker čim je kakšna slovenska muzika zunaj, kakšni singli novi, ki prihajajo, jih damo po večini velikrat noter in pa ljudje glasujejo. Oziroma ponovno damo celo tako, da damo slovensko, recimo, kad bi dal Masaja, podaš pa eno tujo, in že malo apeliraš na to, da bo itak slovenska, ne? Okay. Zato, ker potem tudi cel teden noter v predvajanju. Yeah. Tudi meni je dobro, tako da pač support slovenske muzike. Pa ne samo zato, ker tudi jaz izhajam iz glasbe, ampak tako, se mi zdi, da bi bilo lahko še več tega. Kjeri so pa največji izzivi tvojega dela? Tako, mislim, ok, to, da moraš zgodaj vstati, a si drugače jutranji človek, ali si se zdaj že navadil? Ne, sploh ne vem, če se navadaš na to. Razen, če bi hodil ob 8 spat, ker pa itak ne greš. Ne. No go. Ne, to, da se zjutraj da ostaneš, jaz se ne navadim. No. Kaj drugega pa, ne vem, v bistvu mogoče to, da vse 4 ure, ko sem noter v studiu na programu, moraš biti dosti fokusiran skozi. Pa tudi, če kakšna novica v istem jutru pride, kako je pa zdaj upeljati noter, da poveš ta prv, pa čim prej. To, no, po mojem ta fokus. Tako da včasih se mi zdi, da ob 10, če bi bil program full poln, pa kakšni gosti, pa to, sem ob 10 kar mal tako izmozgan, da se mi kar ne ljubi pogovarjati z nobeno več. Ja, razumem. Ti v bistvu ta socialna baterija malo potrebuje malo. Tako da polk so še te sestanki, pa to zdaj, ne ljubi se mi. Se zapreš, se uležeš pod tuno radijsko mizo. Ja, uležem se kar doma na kavču. Med kable, kaj je toplo. Okay. Ne, ampak tudi to sem mislil se navezati, kaj pa tako, a moraš ti delati še na strani še kakšen research, kaj se recimo po svetu dogaja, to, da lahko, ne vem, moraš povedati tudi kakšne novice, informacije iz, kaj se dogaja na sceni, take stvari, koliko moraš biti? Ja, mislim, itak se mi zdi, da moraš vsem biti vešč tudi, kaj se dogaja po svetu na splošno, pač, ker je odvisno od tega, kaj poveš noter v eter, ampak je, mi imamo novice posebej enega prav ekipo za novice, ki povejo novice v etru, tako da jaz s tem zares nimam opravka. Je pa v bistvu fajn, da spremljaš sploh, kadar je kakšna taka stvar, ki se zgodi v času tvojega jutra. To može biti pa kar ažuren. No. Ja, je v bistvu zelo aktivno delo, ne, če tako pomisliš. Ja, včasih pa tudi ne. No. Verjetno imaš v bistvu čas, kar nekaj ti poveš, najaviš recimo nek komad, da se bo zavrtel in potem v vmesnem času, ki se ta komad predvaja, kaj recimo v tem času počneš? A sam čakaš? Včasih gledam tudi sam kakšne butaste posnetke na YouTube. Odvisno, koliko je res dela. No. Ja, reš, petek imaš malo novice odprte, malo Instagram, kaj zdaj. Pač, kolikor si narediš. No. Pa zjutraj ni prav veliko cajta, ker načeloma imamo na 2 komada imaš neko javljanje. Ali imaš vreme, ali imaš promet, ali moraš reči dobro jutro, ali nekaj. Ja. To je ta dvoj del voditeljstva. Kaj pa, a si kdaj tudi delal kot komunikator z recimo zunanjimi PR-ovci, s temi, ki pošiljajo na radio PR, si kdaj sodeloval pri uredništvu, pri takih zadevah, pri izbiri komadov, tako? Ja, na nek način tudi. Mislim, pa meni je dobro, ker jaz vse, kar dobim na mail, vse preposlušam, pa vse preberem. Ne glede na to, a jih poznam ali ne poznam ali karkoli. To je dobro vedeti. Ja. No pa se veš, se so bila tudi mi dva rezi. Ja, sva blaže, ja. Tako, ker se mi zdi fair, mogoče li zaradi tega, ker sem tudi jaz muzičar in se mi zdi fair do vsazga. Tu če na koncu ta največji, ne bom rekel shit, ki ga slišal, ampak nekdo se je potrudil ti poslati mail, ti je spisal, pa tudi če je to copy-paste pol še ostalim 100,
pa grem, pa kliknem, pa poslušam, pa včasih tako hudo, ne, včasih pa, ja, mislim, lih vse pa ne more iti, ne. Kakšen pa je feeling, tako čisto tehnično vprašanje, kakšen je feeling, ko dobiš mail, pa vidiš recimo, da je bilo to poslan še mnogim drugim. Ne, tako, a si misliš, to je malo lazy, to ni bilo namenjen prav nam kot radio, ampak vsem, ali... Pa se ne sekiram kaj dosti, pa tudi veliko se ne zgodi to, no, ker to je res taka malo amaterska, se mi zdi, da daš copy-paste, pa imaš pol, mislim, vse radije, ne, pa kar pošljaš. Ponovno dobiš kar specifično, pa kakšen se še celo potrudi živijo jaka, a pa antena, a pa radio, a pa kdorkoli. Ampak tudi, če jih več, ne vem, zmer grem poferbcat, lik zato, ker sem rekel, ali se malo ne smejim, ali pa si rečem, fakt, to je pa res dobro in pa imamo na sestanku, se rekel, da je tole bi bilo pa fajn neki, dajmo, ne. Pa tudi v bistvu tako je, jaz imam tako, da če slučajno ne more biti recimo pri meni na intervjuju, ker mi imamo bolj taka dance muzika oziroma pop, in zdaj lih neki hard rockerje, tisto, kar je meni zelo ljubo pa domače, zdaj lih ne morem imeti, a ne. Ker napaše v to schemo, ampak se pa pol zmer potrudim, da pa rečem, lahko greš pa na ta radio, ker imajo intervjuje prav za to, ne vem, lahko greš, pač malo predlagam, kam se lahko obrnejo. Jih lahko povežeš drugim. Ja, in po večini gre to zmer čez, tako da ni ono, ne moreš pri nas pet, ne, ampak pomagam, tam bojo poslušali, tam ti bojo dali možnost pet, ker se mi zdi pravno. To tudi da neki kredibilnosti v bistvu sami glasbi, ne, če nekdo drug iz nekega drugega radia reče, drugače, te so nam poslali, ampak meni se zdi, da bi za vas radio bilo to. Ne. Ja, meni se zdi prav, pa tudi vem, koga vprašati, oziroma vem, kje se bi dal noter pridati. Tako da se mi zdi, da za vsakega se najde nek prostor lahko, da se predstavi. Kar se mi zdi prav, no. In se pa naredi en intervju ali pa kakorkoli in predvaja potem komad. Tako da, če se le da, res pomagam, rad z veseljem. No, super si. Hvala. Res si tako čudovit, kot smo povedali v uvodu. Grozno. Kaj pa tako, mogoče malo nasvetna vsebina, kaj bi recimo priporočil tem, ki pošljajo ta PR, ali so to pri kakšnih manjših izvajalcih, so to ponovadi ker sami, ki to delajo, ali pa mogoče nekdo, ki dela PR za nekoga, kaj so dobre pa slabe prakse recimo? Komunikacija, ne rab biti to sam mail, lahko je tudi neka druga komunikacija. Dobro vprašanje v bistvu. Najlažje poslati mail. Poklič. Jaz mislim, da posod so cifre tudi recimo vseh naših urednikov in tega se mi zdi. A pa saj najdeš nekoga, ki ve, a mi daš od tega številko, ker to pa to, in če poveš normalno in nek razlog dobiš, poklič. In se mi zdi, da to danes skoraj da noben več ne dela. Ne vem, a pa da bi poklical, jaka stari, ne vem, no komad imamo, ali pa, ne vem, daj pošelj pa, poslušali pa jaz imam na sestanku, imam vse tiste, ki bojo rekli, mislim, ta pomembne. Je v bistvu bolj tako osebno, ne? Ja, pa tudi meni se tako, se mi dobro zdi, da me nekdo pokliče v smislu, pa ne da me pros, da bi se s tem filom, ampak tako, naš jajca, prej, kukar pa enemu, ki pošlje en generičen mail s ChatGPT-jem narejen, pa link do komada. Pa ga mu vsem poslušal, valjda. Dajno, malo efforta, pa ne bo ti zdaj neki znaba padla, zato smo poslali tisti mail. Come on, ne? Ja, malo, potrudi se malo, ne vem, jaz se spomnim tudi, že čisto samo ena banalna, ker smo, ne vem, tisti ta prvi špili z bendom, ki jih imaš, a pa recimo, če ga organiziraš v svoji domeni, da nisi del enega festivala, ali pa kaj. Mi smo šli printati plakate in smo jih šli limati, ne vem, v nov mest, pa smo sprašvali po bifejih, date ta plakat, pa tako smo naredili. In si pač vzameš eno soboto, greš na kavo, pol kosil, pa nekaj in a veš, tako, malo efforta. Danes se mi pozdi, tako, vse je, a veš, itak je vse na dosegu, mail, Instagram, ne vem. In to je tudi neka potuha za mogoče, za nedelo, ne vem. Oziroma za neko hlepanje. Ja, tako da se mi zdi, da če tisti nek ekstra step bo
vsem, pa ne govorim zdaj samo v mojem imenu, ampak nasplošno se mi zdi, pa ne samo za muziko, bo zihar boljši spadal v očeh nekoga, ki ima neko odločanje. Ne? Ja. Moje mnenje, no, ampak se mi zdi, da je dobra poteza. Kaj pa timing? Koliko vnaprej ti rad dobiš mail, da bo komad prišel ven? A ti je pomembno, če dobiš jutri pride ven ali čez en mesec pride ven? Verjetno je pomembno, ne? Mislim, če mi rečeš, da bo jutri prišel ven, jutri ne bo v etru radija, po vsej verjetnosti. No. Ker vsem treba predebatirati, se pripraviti na intervju ali pa kakorkoli. Ampak bo pa čez 4 dni. Mislim, ne. Če pa veš toliko naprej, se pa tudi lažje pripraviš za prihod enega gosta. Okay. In verjetno ti pa pridejo prav tudi neke druge sestavine tega maila, če greva zdaj na maila. Ne? Predstavitev, zgodba, kaj je za komadom, kaj se lahko pričakuje po komadu, ne? Kakšne take stvari. Ja, sigurno prav pride. Jaz imam pa tudi rad v bistvu, da ne glede na gosta, ali to nek hudo znan, ali pa malo manj znan gost, jaz zmer probam narediti intervju in zbrskam o nekomu še tiste neke ekstra stvari, ki jih mogoče noben ne ve. In recimo meni ful časa vzame za pripravo intervjuja, ker res hočem, ne samo, ste izdali album, kdaj pa bo zgoščenka zunaj. Ja. Sej je prav, da poveš tudi te osnovne stvari, valjda, ampak na koncu pa kakšne te neke detajle, ki jih mogoče kdo ne pozna o nekomu, pa da izpostaviš, in mi je najboljši odziv gosta, ki naredi, kako si pa to zvedel. Ampak tako dobre stvari, češ, se to je res impresiv. Da ko so snemali ta komad, da so vmes snemali pekel čevape in se sliši zvok čevapov noter in so pustili kot dež. A veš, in tako, to se recimo pa nas zgodilo, ampak tako, ker še take stvari, da v nekom izveš nekaj iz ozadja, da je presenečen in bolj tudi naslednjič, ki pride k tebi, bo z veseljem prišel k tebi, ker no samo še en generičen intervju, ampak bo mogoče še kaj glede sebe spoznal. Kaj da? Bo mogoče še kaj glede sebe spoznal. Recimo, ja. Se je tudi zgodilo, da sem že kakšne sorodnike ali pa domače klical, da so kaj povedalo o nekom, pa da sem ga pa recimo presenetil v studiu pa na intervjuju z nekim, kar misli, da random factom. Ja. Ne vem. Zanimivo. Koliko imaš pa svobode pri samem vodenju intervjuja? Pa vem, da je to lahko malenkost taka tabu temica, ampak koliko morate biti PC, oziroma a je kakšna cenzura strani, ne vem, uredništva, strani lastnikov? Ne. Prav nič. Jaz nisem nikjer nič omejen. Tako da slediš pa nekemu moralnemu kodeksu, verjetno. Ja, itak dobro. Ja. Zdaj ne vem, kaj izpostavljal. Kdo se s kom kaj žge po sceni. Kar bi bil sicer zanimiv, ne? To bi bilo zanimivo. To bi bilo zelo zanimivo, ker bi bilo veliko zapovedati. Ampak to lahko poveš tukaj, ker si zdaj on the spot, ne? Ja, itak. Glasbeno industrijo razgalimo. Ker nekrat ne bom več benih gostov. Ne, to mi je v bistvu zelo dobro, ker jaz mislim, nobenih omejitev ni. No? Tako. Lahko se v bistvu res o čemarkoli pogovarjamo in to mi je v bistvu ful žur. V bistvu tako, ker, ne vem, najem podcast, ker res lahko, ne vem, čemu se debatiraš. Ja. Dobro, to me veseli, da je taka politika, ker velikrat, mislim... Oziroma, oprosti, ena omejitev pa je časovna. Zdaj, ne vem, mi da se bo tukaj se pogovarjal 1 uro, tam pa ne moreš, ne, vmes moraš malo muzike dati, da intervju diha, ne vem, imaš par različnih vklopov, ampak so tako po recimo 5 minut, ne. Maksimalno, pa se lahko že vleče, odvisno kaj počneš z gostom, ampak... Dobro, ampak to je taka res tehnična omejitev. To je taka tehnična radijska, zato da je tudi poslušalcem zanimiv, ne. Ja. Tako, na ta način. A pa se je ta recimo minutaža tako kaj spreminjala čez zgodovino, ne vem, koliko veš to, ampak recimo zdaj je attention spam ljudi dokaj slabši, kot je bil včasih, ne, z raznimi TikToki in Instagrami in s tem
Ne? A se vi na to tudi prilagajate z minutažo v teh intervjujih, v raznih vložkih, ki jih imate? Ali... V etru ne. V etru jaz zapeljem intervju tako, kot sem si ga zamislil, brez da bi zdaj rabo neke huke na začetku, pa nekaj komplicirati, kot za social. Ampak pol te intervjuje se pa itak zmer snemajo tudi video. Za socialno mreže pa ja. Za socialno mreže pa daš tiste najbolj zanimive izseke iz intervjuja, kar se mi zdi tudi po eni strani logično. Pač, veš, mislim, zdaj, če daš celoten 10-minuten intervju na Instagram, ne vem, če bo toliko gledan, ker pa če daš neke zanimivosti, plus na koncu poveš, novo plato imajo, koncert imajo takrat, pejte. Ne. In tudi za artista se mi zdi pol malo boljš, imaš nek zanimiv del intervjuja in na koncu ta call to action. Ja, taka, zelo nujna stvar. Ne? Ja, je. Ne. Kadar reč je v bistvu, kot se rekel, ta time span je čedalje krajši. Folk, ki scrolla, če ga ne dobiš na začetku v prvih 3 sekundah, pa sem po moje lahko že preveč rekel, ga zgubil. Tako pač že je danes. Si samo vse mora biti instant, vse takoj. Zato sem prej rekel, ne, poklič, za karkoli. Tako da mi je tudi dobro, v bistvu, ki smo ti kontaktirali, ne vem, so se slišala tudi, mislim, da... Vmes so se, tako, Kaj si badminton igral? Kaj da? Kaj si badminton igral? Ja, sorry, ne, ampak sem pa zmagal. Ja, ok, no, čestitke. Drugače, to si nisem prepravil v vsebini, ampak zdaj sem se spomnil enega vprašanja, in bom izkoristil priliko, da si tukaj. Kaj bi ti, kot radijski voditelj, vešč intervjuvanja in tega priporočil meni za v bodoče, kako naj se pripravim na oddaje in kako naj recimo začnem v prvih parih minutah? Ja, pri meni bilo spustil tisti neki za seksi. Ne vem. Se mi zdi, da mislim, nimam ti nič kaj tazga posebnega zapovedati. Pač se mi zdi, da bolj, ko si ti, pa sproščena, pa ko vidim, da te res te stvari zanimajo, se mi zdi, da najbolj šteje. Brez nekega pretiravanja, brez nekega olepševanja. In nekega filozofiranja. Mislim, ja, tudi to včasih paša. Ampak tako, pač poveš, vprašaš direkt in je to dobro, pa se mi zdi, da dobiš nek direkten odgovor. Tako da, ne vem, če sem lih čisto prav naslov, ampak zaenkrat tam gre v redu. Ja, ok, the best. No, sej, upam, da te lahko potem še kdaj vprašam za kakšno mnenje kasneje, ne? Ja, seveda. Ja. Z veseljem. Hotel sem te vprašati še glede tega uvrščanja na radio, torej uvrščanje glasbe na radio. Prvič, kdo se na koncu odloči, a ja ali ne? A imate nekoga prav, ki je za to zadolžen na radio? A v smislu, če bi zdaj, ne vem, tvoj komad prišel v, ne vem, playlisto noter. Ja. Ja, je, pač glasbeni urednik, ja. Pa v bistvu, vsaj pri nas je res tako, in to ni bullshit, kot mogoče marsikdo misli, se glasba testira. Se pravi, prek, ne vem zdaj, medijana, ne vem, ne bom nič rekel točno, kdo ima to čez. Glasba se testira in pol ljudje v bistvu ocenjujejo, mislim, da po refrenih, če jim je ta komad všeč po nekem določenem izseku, kar se tiče popularne glasbe. Tako, ne. A to pomeni, da, oprosti, da ti skačemo besedo, ampak a to pomeni, da potem dejansko komad, preden je v etru prvič, ga je že slišal neki ljudi? Ne, to ne. So tudi izjeme, sploh recimo, kar se tiče slovenskih komadov, ne grejo tudi vsi na test. Ampak jih pa pol s časoma tudi dajo noter v testing, zato da vidijo, koliko je res zaželen še vedno, da ti ne utrujaš z nekimi komadi pol še, koliko cajta, ker veš, da se naveličaš. Torej govoriš, ko je komad prvič predvajan, se ga takrat mer, oziroma prvič, drugič, tretjič recimo, takrat se ga mer? Ne, komad se lahko tudi par mesecev predvaja, še brez nekega testinga. Aha, ok. Ampak se tudi imaš pol malo feelinga, koliko je popularen, vidiš po ogledih, po koliko ga folk zahteva, koncerti, tako.
na splošno. Tako da ni nujno zdaj, da gre na neko testiranje, ampak jih povsem testirajo, čist za feeling, kakšen je odziv. No. A imaš ti tudi pogled v kakšno statistiko, koliko ljudi recimo na neki točki posluša oddajo, kakšne take številke? Prav pogleda ne, smo se pa nekaj pogovarjali, ja, da vem, da za naš radio, da imaš ti zjutraj nek time span poslušanja, povprečnega poslušalca je nekih 15 minut. Zato se recimo tudi kakšne tematike jih ti ujutro ponavljaš. Ne vem, zjutraj povem v eni stvari, ki se je zgodila včeraj ali pa mogoče že danes zjutraj in čez 2 uri jo v bistvu lahko še enkrat poveš, ker se toliko ljudi vmes že zamenja, da pravzaprav skoraj da noben ne sliši dvakrat, pa tudi od druge zmer nekako zapakiraš vse malo drugače, da ne ponavljaš besedo za besedo. Tako da v bistvu to je ena taka statistika, za katero vem. Kar se tiče komadov, pa ena zanimivost, da v bistvu so komadi ful krajši začeli ratovati. Na splošno. Ne samo tujina, ampak tudi pri nas. Zakaj? Nimam pojma. Ne vem. A je dejansko, a imate na radiju omejitev, če je recimo komad dolg 4 minute? Ne. Ne več. Zdaj že dolg ne. Če ima gitar solo noter, drum solo. Ja. To je meni tako še bolj. Ne, ampak veš, da ne, imamo tudi 4-minutne komade, ki jih noben ni rezal, ampak je, da bi bil radio edit, kar je cool, no, da imaš ti komad, koliko je bil mišljen v celoti tam. Ne. Ampak so pa res, kakšne komade, se mi zdi, da tako v povprečju, a pa vse tako, kar sem jaz videl, da so komadi krajši, se mi zdi, da tam 2 minuti pa pol. 2 minuti pa pol? Ja. To je že kar težko narediti. Tako, Ja, ne, ampak če tako so. misliš. Ja, zdaj, ali, To sta v bistvu 2 refrena, ja, pa nek dve bridge, kitici, pa ne, mogoče kitica, refren, krajša kitica, bridge, refren, konec. ja. Ne vem, brez tudi- nekih introtov, brez takih stvari. Ne. To, Ja, ponovadi se takoj začne žitek z vokalom. Ja. In se mi zdi, da je zdaj tudi tako malo, ne vem, ali kakšni artisti gledajo na ta instant, ki je zdaj tako popularen, da nekoga takoj hukneš, a ne. Ja. Se pravi, da je takoj kitica in pa imaš že par, ne vem, 40 sekundi že refren, ki ti ga da v glavo. A ne. Je pa to tudi natura tega radijskega okolja, ne, zaradi tega, ker pač so komadi med sabo pomešani, ti ne boš nikoli na radiju poslušal cele plate, ne. A veš, kaj hočem reči, ne? Če bi ti recimo poslušal, ne vem, jaz zelo rad poslušam celotne albume v celoti, ne? Torej vzamem nekega izvajalca, ne vem, jaz imam ful rad Rammsteine recimo in poslušam komad od A do Ž, ne? Tudi jaz. Mislim, ja. album, ja. Ja. Ampak tega na radiju ne moreš narediti, ne? Ja, ne moreš, ja. Težje, ja. Ne In je moreš v mi bistvu zdaj- tudi teže potem nekako, kako bi se temu rekel, nekako upravičati nek daljši uvod, ne? Zato je, ker če si ti poslušal cel album, te en komad pripelje od drugega, je tudi dinamika znotraj albuma, ne? A veš? Mislim, kako pa vem, kakšni inštrumentalni začetki so meni res noro dobri. To Zdaj, se, ko so menil Rammstein, Ja. Deutschland, intro je dolg kot ponedeljek, ampak Ja. je dober. dober je, ja. Pač kocine po koncu, ne. Mhm. Tako da jaz tega ne moreš z radio editati, ne. Ja. Mislim, je grozen. Greh. Je greh, Ja, absolutno. ja. Jaz bi, ne vem, odpoved bi dal, če bi do to. Ja, res, ne, tako. Ne vem, jaz nimam tega feelinga, no? Sploh zato, ker vem, da se ne reže toliko komadov, kot se jih je mogoče včasih, ki so rezali neke solaže. Čeprav se ne bom rekel, da to čisto odstotno drži za vse, ampak ne vem, meni, če je dober intro, ja, mislim, tako je komad bil narejen. Kaj pa čisto mene kot producenta me to zanima, ne? A bi bilo tebi kot uredniku všeč, da bi dobil 2 verziji komada noter, recimo, ki ti pošljem, ne? Torej, da dobiš tako, kot je bilo zamišljen, pa mogoče še iz moje strani radio edit, torej neko krajšo verzijo tega, ki tudi pri meni pije vodo, recimo. Ne? In da se potem Jaz ti lahko recimo odločiš. osebno, pač tudi kot glasbenik, bi rekel ne. Okay. Naredi ti komad tako, kot ga čutiš. Uh-huh. Zdaj ti nižal zvoka kitar, zato da bo na komercialnem radiju. Pa neš ga. A pa ne bo komad tako, kot si ga zamislil, tako, kot ga čutiš. In zdaj, če zaradi tega pa ne bo tisti predvajal, ja, kurc ga gleda.
grdo rečeno, ampak najbrž iz vidika glasbenega uredništva, ker se je pa tudi že zgodilo, da so kakšni poslali komad, pa so rekli, lahko pa če znižaš malo kitare, recimo v tem primeru. Zdaj ne vem, ali se to danes še dela, no, ampak vem, da se pa je, te bomo pa vrteli. A pa imaš več šans, da si malo bolj v shemi našega radia. Ampak se mi zdi, da danes ni več tak problem, ker recimo tudi pri nas, pa smo imeli Murphyje, pa kakšen komad, kar dobro žge, pa ne vem, itak Linkin Parke vrtimo, čeprav recimo mogoče kakšni komadi so mečkem bolj komercialni, ampak ne vem, Emptiness Machine kar dobro žge. Pa tako ta malo raskal glas, pa to, ker se mi zdi, da danes ni več noč, ne predvaja se več toliko jajc. Je pa res, da oni so Linkin Park, ne? Je pa tudi to res, se strinjam, imaš absolutno prav. Lažje pridejo oni noter, kakor pa nekdo, ki je včeraj štartal. Ja. Ampak, in tak pride na novo noter, si mislim, da ima veliko več trnja pred sabo, ne? Če se lahko tako izrazim. Ki ga mora porezati z mačeto. Ja, razumem. Mogoče ja, da nimaš toliko prednosti kot nekdo, ki je že uveljavljen, absolutno, ne? Ampak pismo, če dober komad, pa tako, da si ti in stojiš za tem, se mi zdi, da res ni težko priti zraven. Pa bi upal oceniti, a je to tudi splošno mnenje pri ostalih radijskih urednikih, ali je to bolj tvoje mnenje, ker si glasbenik in imaš tokrat pač tudi inštrumental. Mogoče sem jaz vsem malo bolj čustveno zraven pri tem, ampak tako, zares nasplošno, ampak vsaj, kar se tiče našega radija, da je bilo včasih res bolj, da je bilo težje priti zraven oziroma dobiti neko pozornost radijsko, kakor pa danes. No. Da vem, vse kakor pravim. Je pa res, da pristop je zelo pomemben. No. Zdaj, če pošleš še en mail, kot vseh 150 ostalih na dan, vlada se bo zgubil. Ja, razumem. Vprašal bi te še, kar se tiče playlista, ne? A jih vi sestavljate zgolj interno, ali dobite tudi kakšno playlisto, ki jo morate predvajati pogodbeno iz tujine, mogoče, ali pa ni nujno iz tujine, pač sam iz odzune eksterno playlisto? Ali vse vi sestavljate? Ne, da bi jaz nimam nič tukaj prstov zraven, ampak mislim, da ne, no, ni nič. V bistvu je to čist odločitev urednikov pri nas, kaj bo šlo noter in teh testiranj, ki jih počnejo. Pa mogoče kdo, kontra vprašanje, a mogoče kdo pri vas na radiju sestavlja playlisto za recimo Spotify, ker na Spotify imaš recimo te uredniške playliste, ne? Ali pa na kakšnih drugih pretočnih platformah, ne vem, Deezer in tako naprej. To ne, so pa pač te playliste potem noter v programu, v radijskem programu. Imaš recimo oziroma v večernem od 6 naprej imamo recimo pri nas, imaš ne vem, enkrat tujo lestvico, enkrat mix slovenske pa ameriške ali kako že. V glavnem različne lestvice, mislim, da vsak dan nekaj drugega. Tako da v bistvu ena taka Spotify lestvica pravzaprav v etru. Ja, razumem, torej nekaj, kar je top 40 charts. Recimo, ja, okay. Tudi to je, ja. In ne pretakate vi direktno iz Spotifyja, ampak vzamete pa te komade in jih razvrstite nekako po svoje. Ja, ni zdaj, da bi gledal Spotify, pa kaj je noter v radijskem programu, ampak je tudi Billboard, ja, v bistvu je, Billboard lestvica pa je, kako gre, kakšne stvari. Mislim, to skoraj da mora iti, ne? Ja. Ker je itak nek vrstni red, ne? Ja. Lestvica nima nobenega smisla, če ni nekdo na prvem mestu, ne? Tako da v bistvu ni naša lestvica, ampak so pa ne vem, kaj da bi rekel, UK Top 40, to, ne vem, random. Tako da, kar se tiče glasbe, se pravi, da se mi zdi, da zdaj vsem, po mojem malenkost, so bolj odprta vrata, kot je bilo po čas, ko se spomnim, da pač ne, ti nimaš imena, nisi nič, ne bomo te vrteli, ker pač. Ali pa so ti rekli, plači. Prnes kuverto, ali pa, ne vem, da mi napiš zraven
v avtorske pa bom predvajal. In s tem lahko pivotirava na vlogo založb, ne? Ker včasih je bilo dejansko tako, da pač je založba spravila komad na radio. Ne? Kako bi ti rekel, da ima zdaj še zmer neka založba moči pri tem? Oziroma, a jo sploh ima? Ali je to nekaj, kar je pase? Da bi bila zdaj moč, da bi založba rekla, te pa vrtite? Ja. Ne. Okay. Mislim, da ne. Ni založbe v Sloveniji, ki bi bila toliko močna, da bi to lahko naredila za kjerkoli izvajalca. Da pa založba pomaga, pa ker imajo veze, pa vse neka sodelovanja, da pa dobiš mogoče boljšo besedo, ne, a pa mogoče večjo priložnost, to pa ja. Lahko ti da prej mogoče prostor, da nekam prideš, ni pa nujno. Absolutno ni to nujno. Založba ni pogoj za to, da si ti uspešen. Absolutno ne. Pri nas ne. Ok. Ja. To je zelo dobra informacija za marsikoga, ko bo to poslušal. Ja, mislim, veš, se mi zdi, ko smo odraščali, tako, ja, pa dobiš založbo, pos pa narejen. Ja, nis, ne. Ne vem, če pri nas tako, da pa zdaj ti kar te založba prevzame in zdaj ti bojo pa plačali spot, pa te oblečejo, pa ti pomagajo pri teh stvarih. Torej ti sam plavaš. Kao, ja, ne? Ni, ne. Pri nas ne, no. Še zmeraj je grind, ne? Ful je grind. Ja. Moraš kar, ja. Ok, pa torej nekdo spravi komad na radio, ne? Komad se predvaja, naredijo intervju, no tretje, potem pa pride še ta druga zadeva, ki je pa tudi delno oblečena v neko tako tančico misterioznosti, avtorske pravice. Povezava med radiji in Sazasom in IPF-om recimo, torej za izvajalske pravice, za avtorske pravice. Kako to funkcionira v praksi? Hočem te vprašati, kako deluje, da na koncu Sazas ve komu, koliko izplačati, ali pa IPF? A morate vi redno njim oddajati kakšne evidence? Ja, mislim, da je tako. Nisem toliko vešč, ampak mislim, da moraš ti, ne vem, na kakšen določen čas moraš pošiljati, ampak se pošilja, mislim, da kar playliste varianto, ne? In potem oni in se sam zapisuje, kolikrat je bila predvajana, ali kako? Ja, pač? Mislim, da je na tako, ja. In pač oni dajo svojo dremo in se to potem naprej. Ampak verjetno mora biti tudi zapisan čas, ne? Zaradi tega, ker verjetno je, ne vem, predvajanje v rush hourju bistveno boljš. Ja, se mislim, vem, kaj hočeš vprašati. Ja, po mojem, da so zraven tudi ure, ja, kdaj je bilo kaj predvajan, a si bil polnoč predvajan, ne? Ja. Ali pa pol čez dan. Pa tudi odvisno tudi na katerem radiju si bil predvajan, a ne? Koliko ima dometa, ne? Ali? Ne, niti ne to, ampak recimo, ne vem, ful je pol tukaj odvisno, ne vem, če si bil predvajan na prvem. Neke, zdaj ne vem točno, ampak imaš neke različne, pa recimo, pa tudi koliko dolg je tvoj komad, je odvisno, koliko različnih partov ima. To vem, da je pri Sazasu treba prav navesti. Ja, moraš navesti. Ja. In pa recimo vem, da če te na prvem, če predvaja nek tvoj komad, ki ima večji aranžma, pa več nekih glasbil ali kako že, je pol tudi večja vrednost pri Sazasu. Zanimivo, to je torej boljšo vrednoten, kakor če je, torej bi bil najslabše bi bil verjetno vrednoten nek singer, songwriter, akustika in vokal, ali potem ne vem. Nisem čist zihar, no, ker se ne spoznam to, ampak vem, da je neka fora, tudi zato, ker smo mi takrat prijavljali en komad, ki je bil z orkestrom in je bila, dobro, dolžina itak že sama po sebi, ampak pa tudi moraš zraven dati zapis notnega črtovja, koliko partov je, prva, druga violina, tretja violina, tako. In je tudi komad potem takem malo bolj vrednoten in potem je tudi pri izplačilu od Sazasa malo več, niso zdaj to neki milijoni, ne, ampak je neka statistika, mislim, neko rangiranje. Kaj pa preverjanje tega? Mislim, a se dejansko kdaj zgodi, da imate vi vnaprej pripravljeno, ok, vi boste to playlisto predvajali, pol pa pride neki vmes, pa morate shiftniti
pa se mogoče kakšen komad spusti, a se take stvari dejansko preverjajo, ali pa se kakšen komad urine noter, a se take stvari preverjajo, a se to sploh ne dogaja. Preverja kot... Strani, pač, torej, dajva reči tako temu, da je na koncu legit to, kar so ljudje izplačani. Aha, tako. Mislim, načeloma ja, no, zdaj, kaj se dogaja na Sazas hiši, ne? Ja. To je ta misterija, ki noben zares ne ve, kva točno se dogaja, ampak vsi pa kradejo. Ja, imam v namenu, da bom povabil še nekoga iz Sazasa. Dej, ja. Jaz ti lahko pripravim vprašanje. Okay. Z veseljem pomagam. Okay. Kar, mislim, radio itak nima zares nič kaj hudosti, ker pač pošlje te playliste. Je pa recimo, ne vem, če pogledam jaz, kako je v programu, zjutraj, če vidim, da mi svali še kakšen luft, da je luft za kakšen komad, ga dam ročno lahko noter. Se je pa že tudi zgodilo, da če bila pa ful gužva, pa da moraš neke novice govoriti, pa ne vem kaj, ker več, ko govoriš, manj je muzike, ne? In vice versa. Se pa pač tudi že zgodilo včasih, da pa ne vem, ta zadnjega komada pred novicam ne boš mogel predvajati. Ja, ker se je malo zavlekel. Ker bojo potem novice prepozne. Moraš vsem pa čekirati. Tako da... No, ampak a to, kar si zdaj povedal, a se to nekje zapiše? Ja. Aha, ok. Ja. In to se potem javi njim? Ja, po mojem, da to, mislim, kar je bilo predvajan, gre potem na Sazas. A ne? Ja, ok. In tudi v bistvu vsi komadi, ki se vpišejo, v bistvu je tudi tako, ne. Če se slučajno zgodi, da je pa, ne vem, danes zjutraj so dali Rammsteini nov komad ven in ti hočeš pa ta prvi, ki ga už predvajajo, in nimaš drugega, kot da ga še, ne vem, z YouTubea zloadil pa predvajajo, ne. Ja. Sicer je kvaliteta valjda slabša, ampak nimaš recimo, ampak bi pa. A pa to je legitimno delo? Mislim, a je to lahko narediš? Ne vem. Okay. A nimate nikjer zapisano? Ne vem. Star, veš, da to pa res ne vem. Ker to je bilo zanimivo, ne? Mislim, iz vidika artista, dobro, Rammstein je takim vse, predvajaš kle v Sloveniji, ali ne, mislim, ki so tako veliki, ampak ja, če še nimaš ti enega komada, pa da ga predvajaš, ne vem, je to legitimno ali ne, ampak kar sem hotel v bistvu navezati je to, da recimo, če ga daš ti z YouTubea noter in ta komad še ni bil iz strani glasbenega urednika neki pucahnan, a ne? Ga on v bistvu pol v adremi nima. Ja. Se pravi, v bistvu po tem takem bi se lahko zgodilo, da ker sem jaz ta komad dal ročno noter iz YouTubea, zjutraj zloadil in dal not, da lahko da Sazas mogoče ne bo imel poklukan. Ne vem pa, ali Sazas in IPF, oni držijo tudi svojo adremo, da prečekirajo. Ja. Ne vem, če oni čekirajo svoje strani, pa dobijo playlisto, a se to ujema. To pa ne vem. Veš, tako sva enih zanimivih vprašanj odprli. Ja, mislim, pa delam na radiju, pa sem že marsikaj slišal, ampak ne vem pa takih detajlov, oziroma res, kar se tam na uni strani. Ne, ker je tudi fascinantno to, ne, ker recimo ti objaviš komad na streaming platforme, kakorkoli se takrat, mislim, ti lahko sicer te, kaj so že SRC kode, ali kako se jim reče, ti jo lahko generiraš vnaprej, ne? Ampak če je ne, se pa ponavadi generira samo od sebe, ko ti spraviš komad na pretočno platformo, ne? Ali pa recimo na Spotify ali pa kakorkoli. Ampak če se recimo komad predvaja na radiju, preden se je generirala ta koda, a se, to verjetno ni najboljše vprašanje zate, ampak je pa mogoče dobro vprašanje, da ga naslovijo, pa mogoče enkrat kasneje vprašava. A se potem lahko to nekako drugače preveri, da je bil ta komad predvajan, ker si mislim, da se ponovadi po teh kodah. Mislim, nekje to ziharja, ne. Zdaj, kako je pa, se pravim, kako pa pol to pride na posrednike, a ne. Ne bova tople vode odkrila. Ne, mislim, da ne, no, ker bo sam salala. Okay. Pa peva mogoče na eno bolj lahkotno temo za zaključek. Najprej ti si se svojim dekletom v lanskem letu zaročil, ne, sem slišal. Ja. A sta se tudi že poročila? Ne, še? Ne. Okay. To je bilo decembra, letos si tak ni cajta, pa ker sem vešč tega, je vse že zaseden, pa tako da drugo leto. Hotel sem te pa to vprašati, vidva sta sodelavca na anteni, ne? Čeprav vem. Kako to prvama funkcionira? Torej,
a je to, da si sodelavc, vem, da je čisto out there vprašanje, ampak se mi zdi tako zanimivo, da tebe vprašam, kaj je lih tak primer. Itak, da si greš na živce. Včas. Ja. Ampak normalno shajata in tudi kako to pol zgleda v privat življenju, ki se bistveno več gleda tako, kot nekdo, ki hodi. Pa mogoče, kot je na prvo žogo videti, da sva kar skozi skup, pa v bistvu nisva, ker jaz sem od 6 do 10 ujutro, Kaja je pa potem od 10 do 2. In jaz grem ven iz studia, ona pride. Kar pomeni, da se v bistvu lih zamenjata, potem se manj vidita v bistvu, kot bi se normalno. Ja, ne, drugače res tako, nimava toliko stikov, kot je mogoče videti, pa tudi tako malo nekako sva se navadila, da doma, ko prideva domov, odreževa šiht, ker ne bomo dan nosili tega. Niti se mi ne lupa, no, tako, da posediš še doma. Vse včasih zgodi, ne moreš, da ne. Ja, itak. Počasi treba kakšne stvari tudi popoldne narediti, pa objaviti, pa nekaj, ampak razen tega, zakaj bi? Mislim, greš ven na sprehod, sem že zdaj pogovarjal, kva bomo jutri delali na radiju, ampak tako. Tako da, v bistvu sva sodelavca, ampak zares ne toliko tesno. Ok. Zanimivo, hvala za to. Sem mislil, da bo mogoče bolj juicy, ampak... Sva se pa tudi že v studiu noter kregala, kaj pač ni bilo in itak si greš pol še tako kaj na živce, mogoče doma kaj, pa neseš sabo, pa to vse itak, da se zgodi. Ja. Ampak, kva... Vsi smo ljudje, ne? Ja, ne. Za preživeti, no. Tako da mislim, da se bova še vsem poročila. Ok, no... Upam, da. No, mislim, držim pesti, ne? Hvala, ja. Za ljubezen. To. Tako. Pa dajva še za zaključek, a bi mogoče delil kakšno zgodbo, mogoče kakšno lepo izkušnjo iz svojega dela, nekaj, kar ti je res ostalo v spominu, nekaj, kar te je res zaznamoval. Ja, mislim, lahko povem to, da zjutraj, ko vstanem tako zgodaj, mi nikoli ni ono, zdaj se pa pela na šiht, razdelima in dosadan. To nikoli. V bistvu mi je dober to, no, to je za izpostaviti. Da se v bistvu tako po občutku ne pelem na šiht, čeprav se je. Dober mi je, ko imam kakšne fajn goste, ki niso zategneni, pa zadrti, pa vsi fini, pa ponosni nase, ampak tako, da so taki sproščeni. Natur, to mi je ful dobro, tako da se normalno pogovarjaš, tako kot se midva. To ful cenim pri vseh glasbenikih, ki pridejo, da ni egota. Da ne pride noter, pa kar čutiš v prostoru, da je nek tist žmoht dosadan. Ampak je tako, živo, čau. In je on hvaležen, ker si se pripravil na njegov intervju in ti si hvaležen, ker je prišel in če je tako, da je obojestransko in najboljši. In se mi zdi tudi tako, ne, zahvala tebi, ki se pripraviš za nas goste, ki pridemo, ker vem, da koliko je potrebno, da pripraviš vprašanja, pa ne pomeni to zdaj ChatGPT, da je pogooglaj, ne vem, Nina Pušlar, pa ne, ampak da ti spišeš, pa veš, kako bo, pa pol se, ne vem, če bo to rekla, boš zapeljal v to smer, če bo to rekla, bi tako, a veš, to mi je ful dobro in cenim take ljudi, ki dajo effort tudi kot gost ali pa kot na drugi strani. Ja. Ok. Prišla smo do konca podcasta in zdaj pride tradicionalno The Red Light vprašanje. Ne? Ajde. In tukaj se lahko navežeš na karkoli, kar veš o glasbeni industriji. A je mogoče kaj tazga, kar bi delil s poslušalci, nekaj, o čemer se ne govori veliko, nekaj, kar je morda tabu tema, kar širša javnost ne ve? Tega je po moje kar precej. Mogoče bi izpostavil iz glasbenega sveta status kulturnika. Koliko ga je v bistvu težko dobiti, pa mogoče marsikdo misli, da to so pa te luftarje, ne? Ampak recimo moj bratranc, pa naš bobnar Blaž Horvat, on je, ne vem, studijsko zelo vešč, ne vem, produkcija, potem tudi na terenu, pa ima koncerte, pa ne vem, deluje z Žibonjem, pa Parni Vajlek, pa ne vem, you name it, a ne? Ja, res. To so res imena.
Ja, pa tako, pač na splošno skozi proaktiven v bistvu v muziki kot celota. Res ful dobre reference, moje boljše, kot marsikdo, pa ne vem pa, kako to poteka, da pridobiš potem status kulturnega, pa ga ni dobil. Ni ga dobil. Ja, zdaj, pa ne bom zdaj, da delam krivico komorkoli, ker ne vem, kako točno to poteka, ampak mi je tako, pa vem, pa ni on edini, ampak je še marsikdo, ki se res samo s tem ukvarja, To je res, to pa sem je, tudi že pa slišal. je željen tega uspeha, tudi tako za slovensko celotno sceno, tudi za Slovenijo samo je to hudo. In da država pol ponudi recimo tebi pomoč, da se lahko pa res samo s tem delaš, mislim, s tem ukvarjaš, da ne rabiš pa zjutraj delati enega druga šihta in pol še cel dan z muziko, kar ti pa ljubo. Ne vem, kle se mi zdi, da naštima čisto vse. No? Ok, no, upam, da se te stvari popravijo. Jaz sem tudi slišal že par takih zgodb, kjer se nekdo res dolgo poteguje za to, pa vprašanje, če na koncu to dobijo. Ne? In so tudi tako, kot ti praviš, zelo primerni ljudje. Ne? Pač mislim tako. Zdaj, Ja, se pravi, to je spet pač mi poznamo te ljudi, zdaj mi vemo, kaj vse oni počnejo. Vprašanje je tudi, kako so se prijavili, kaj so vse oddali. Seveda, je milijone enih faktorjev oziroma dejavnikov, ki pač najbrž vplivajo na to, ampak ne vem, je pa veliko govora v tem. Pa se mogoče lahko, da obstajajo kakšni luftari, ki pač se čohajo in pa samo po tistih, ki ti moraš posebno na določen čas nekaj izdati. Ne. Lahko, da so, ne bom nič rekel, da ne. Ampak sem pa že poznam par ljudi, pa ki imajo lahko tudi orang proper studije, pa res delajo non-stop, tudi stojino, s hudimi imeni. Pa nič. Tako. Ok. Ne vem, bomo videli. No? Bomo videli. Mislim, da imaš kar nekaj materiala za bodoče goste. Ja, definitivno. In res se ti zahvaljujem, da si se mi pridružil. Mene je bila debata ful zanimiva, ful fascinantna. Hvala za povabilo, res z veseljem. Tudi, da si enkrat ti na drugi strani, ne, da tebe nekdo kaj sprašuje. Ja, to je bilo zanimivo, ker so se prej z njimi še pogovarjali. Ne, tudi kjerkoli smo, imam jaz kar ta, da kar polkar jaz sprašujem ostale, ne, skozi, kar da je skozi intervju. Tako da zanimivo biti na drugi strani. Ja. Hvala. Okay. Hvala, Jaka. Lepo se mej. Pa do naslednjič. Enako. Se vidimo. Se gledamo. Tako. In se poslušamo na naslednji epizodi. Hvala lepo.